Dogajalo se je ful, ampak sploh na energijskem nivoju, oh my god, bilo je zelo pestro. Ampak kaj bi rada danes predvsem obdelala? Zanima me tale afera Hamburger, ne, za tisti, ki ste malo spremljali. Jaz ne spremljam politike, jaz res ne grem v te detalje, ker se mi ful ne da, plus to je fucking naporno za me. Jaz vsako soočenje, ko gledam ali pa ko berem te stvari, pač to jaz dobim toliko enih informacij, da je preveč in zato se ne maram spuščati v detajle, v podrobnosti. Rajši jaz zbiram koščke informacij in potem si sestavim sliko in v bistvu na njo pogledam bolj energijsko, iz energijskega vidika. No, ampak. Če ne veš točno, kaj se je dogajalo, toliko da ti dam nek, tako, da na grobo opišem zadevo, kot sem jo jaz videla. Nika Kovač je Janeza Anžeta Logarja soočila z dejstvom, da je on dobil stran od Larsen Svena food truck in da ga je samo preimenoval v Demokrati in da je v bistvu tako kupil oziroma dobil ful sledilcev kar naenkrat, ne, nekaj takega in v bistvu njej se to zdi sporno, moralno, neetično, ne vem kaj še vse je bilo narobe s tem, zato ker to bi šlo za neko financiranje, nepošteno financiranje, ne vem kaj, bla, 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 in to je šlo njej ful v nos in potem naredila celo afero okrog tega. Anže Logar je potem šel na neko soočenje in pač on ni vedel, kaj, pač ni vedel, zakaj bi se opravičil. Ona ga je še kar naprej bombardirala s tem hamburgerjem, in potem je iz tega ratala ena cela paštašuta, ne, in na 24 ur sta si podala roke. Ok, zdaj, dajmo si to malo bolj tako pogledati. Ne bom šla toliko v energijske nivoje, ampak bolj bom jaz povedala, kako jaz čutim in zakaj se je vse to zgodilo. Če gremo na začetek, ne, Nika Kovač, ona je neka aktivistka, ima ta inštitut 8. marec in se ful zavzema za pravice žensk. Zdaj nedavno je bila tudi na Evropskem parlamentu, kjer se je borila za to, da bi po celi Evropi bil splav, da bi bil dostopen varen splav za ženske. To je šlo mnogim Slovencem v nos, zato ker mi ta zakon imamo že urejen pri nas. V bistvu samo par držav je takih, ki še tega nimajo, naprimer Poljska. In Nika se je za to borila. Zdaj, lej, jaz nisem glih neka feministka, ne, pač I don't give a fuck. Mislim, pač jaz sem, kar sem in zdaj moje pravice so moje pravice in zdaj pač, ok, pustimo stati, ampak, lej, meni je to zanimivo, da neka ženska se toliko zavzema za pravice drugih žensk, se mi zdi to častitljivo. Jaz mislim, da je to ona začutila kot neko svoje poslanstvo, sicer jaz ne vem, kako se ji da se s tem ukvarjati, da gre na Evropski parlament in se bori za pravice žensk v neki drugi državi, ampak glej, kadar ti čutiš neko svoje poslanstvo v sebi, kadar čutiš, da te nekaj kliče, takrat si pripravljen iti čez pekel za to. In ona je očitno tle začutila, da ima da ima to misijo, da je bilo to položeno, da mora to speljati in zato je tudi dobila vso to energijo in moč, da se poda na to dogorivščino. In kot vem, je tudi uspelo na tem Evropskem parlamentu. Zdaj še eno dejstvo o Niki, ki sem ga razbrala, ona prezira Janeza Janšo, ne. Ona ga ne prebavlja, ga ne prenese, ne vem, če ga glih sovraži, ampak izgleda, kot da ga dejansko sovraži. Ona bi najrajši videla, da Janeza Janše več ni, okej? Kaj pa je fora, ne? Ona je, ne vem, kako je ona sploh začela, ampak ona se je nekaj v njega obregala in potem je Janez Janša njo kritiziral na spletu in to je povzročalo, da so jo prav zaradi tega kritiziranja Janeza Janše na ulici celo napadli fizično. In zaradi tega napada je ona še bolj dobila sovraštvo do Janeza, še bolj ga je začela in ga hoče skenslati iz politike. No, in zdaj se je pojavil ta Anže Logar, ki je bil, kot sem razumela, enkrat v stranki SDS in potem je šel ven in on je ustanovil svojo stranko, ki jo je poimenoval Demokrati. In seveda, ker je toliko špekulacij okrog tega, da je Anže Logar v bistvu
pač, da sta se Anže Logar in Janez Janša dogovorila, bla, 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 da to ono dva imata nek skupen plan, zato da bo, če bo Janša izvoljen, da bo imel s kom narediti vlado, ne, da ne bo spet ostal brez vlade ali kakorkoli. Se je seveda Nika v to obregnila, ker ona pač ja ne zanemara in posledično ne mara niti Anžeta Logarja, ne. In ona je prav kot na nek način iskala iglo v senu. Zdaj tako, ko ona prišla ven s to novico, da je pač Anže Logar dobil profil in ga samo preimenoval, moj prvi občutek je bil, what the fuck, pač koga to fucking briga, pač kaj ima to veze, pač vse to je point, mislim, point je, mislim, kadar ti imaš neko dobro Facebook stran in zgradiš ful veliko bazo ljudi in če ti recimo potem podjetje propade ali pa nehaš izvajati to dejavnost, je to v bistvu redna praksa, da potem to svojo stran prodaš, ker to ima veliko vrednost, da ga ti prodaš enemu podjetju, ki je nekako podobno in to podjetje pol dobi vse te tvoje sledilce, samo preimenuje se stran in začnejo oglaševati svoje storitve, ne, in si ti že pred ful veliko publiko na spletu, za razliko od tega, če ti moraš gledati iz nule, ne. Zdaj, jaz sem potem dojela, da je v bistvu glih to point, ker je ta direktor tega Larsen Svena v bistvu v stranki Demokrati, ne, se mi zdi, in v bistvu je tle šlo za neko nepošteno financiranje stranke, ker v bistvu Demokrati niso tega kupili, ne, tako kot bi bilo prav, ampak so kao to dobili, ne. In tle sem rekla, ok, ali to sprejmem, ne, če to res bilo tako, pač to glih ni fair, bi mogli Demokrati plačati za to in potem bi bilo v bistvu to bolj pošteno. Ok. In Nika je govorila o nekih dokazih in ne vem kaj. Zdaj sem šla to neki brskat, pa sem šla na stran Demokratov, ampak jaz nisem videla nič spornega, tako da kje je Nika našla te dokaze, I don't know, ne vem. Ampak meni se ta zgodba in vsa ta pizdarija okrog tega zdela nekam preveč sumljiva. Zdaj tle imajo ljudje različne teorije, kaj se je dogajalo v ozadju. Eni pravijo, da je Nika v bistvu bila kupljena s strani Levice, zato da je pač kao Anžeta porinila v drek, zato da ljudje ga zasovražijo, ne, da spet se ustvari to, politiki lažejo, politiki prikrivajo, politiki to, tretje, četrto. Ampak jaz mislim, da je dosegla lih kontraefekt. Ok. Čakaj, moram se zbrati, moram si dati pauzo, da se zberem, kje sem ostala. Aha. Torej, če gremo nazaj na začetek, ne, Nika Kovač prezira Janeza Janšo, ampak tako očitno se vidi, da ga absolutno zaničuje. In meni so taki ljudje takoj sumljivi. Zato, ker nekdo, ki ima tak prezir do neke osebe, ki ima pa tudi veliko podpornikov, ni v pravu. Se pravi, ne govori resnice. Ker če ima neka oseba ogromno število podpornikov, potem ni tako slaba oseba, kot jo ti vidiš, če jo ti vidiš tako. Pač enostavno ni. Ti lahko jo vidiš kot slabo osebo, ampak moraš se zavedati, da ima ta oseba neke pozitivne vrline, ki jih pa drugi vidijo, ampak jih ti ne. In če si tako zelo pristranski, nisi resničen. Najbolj resničen si takrat, kadar si nepristranski, kadar znaš pogledati pozitivno in negativno v obeh plateh, ok? V obeh smerih. Zdaj, od vse te drame in pizdarije, ki jo je naredila, sem jaz razbrala eno zelo globoko sporočilo na njeni strani, in sicer ona z vsemi temi akcijami pravzaprav išče pozornost. In tukaj sta dva pomembna vidika. Prvi vidik je ta, ki sem ga že omenila. Ona je šla, oziroma ona se je borila za vse te pravice žensk, ne, potem se je borila za ta splav, potem je šla celo na Evropski parlament se za to boriti. In fora je, kadar si ti tako pogumen in zagovarjaš neka svoja stališča, dobiš veliko negativnih kritik. In to je težko. Ne, in se boriš proti temu, hočeš z vsakim tem se boriš in z vsakim komentarjem hočeš zagovarjati svojo resnico, hočeš pokazati svojo moč in je težka bitka.
Ampak, ko ti enkrat prideš do konca, ko ti končno rata, takrat ti zrastejo krila, zato ker si uspel in si vsem tem negativnežem dokazal, da si ti bil v pravu, oziroma da si ti dosegel to, kar si želel doseči, kljub temu, da te je toliko ljudi hotelo ustaviti. Okay? In ko ti to uspe prvič, dobiš ta krila. In takrat se takoj pojavi nov izziv, ampak ta nov izziv je še težji. Dobiš še več negativnih komentarjev, oziroma negativnih sil ljudi, ki te hočejo ustaviti. In ko ti spet to premaga, dobiš spet malo večja krila. No, in tako je Nika prišla do Evropskega parlamenta. Na tej točki njo že ni več brigalo za te negativne komentarje na spletu, ker je imela takrat težji izziv. Boriti se z negativnimi ljudmi v Evropskem parlamentu. Med drugim je bil tudi takrat Matej Tonin, ki je tako pač grdo popljuval tam pred vsemi na tem Evropskem parlamentu. In to je borba, ok? Ampak ko pa ti uspe, takrat si pa ti superpower, yes, strong girl, let's go. In takrat dobiš toliko te moči, da hočeš še več in še več in še več in še več. Zdaj pa je problem v tem, kada ti tako uspe nekaj takega, kot je zdaj Niki uspelo to na Evropskem parlamentu, je ful nevarno. Zakaj? Zato, ker ti od tega postaneš odvisen. To je dobesedno ustvari v tebi nek občutek odvisnosti, nekega notranjega potrjevanja. Torej, ko premagaš te negativne komentarje in ko premagaš negativne ljudi, ko premagaš velike upornike, to ti boosta ego, veš kako. In pol, ko ti zmagaš, ko ti zrastejo krila in ko se prah spet poleže, ti to manjka. Ti manjka to, jaz hočem še. In tle je ful velika nevarnost, da če se ne ustaviš in skalmiraš in ok, dajmo iti lepo mirno naprej, pa bomo videli, kdaj bo kaj prišlo, potem iščeš praktično iglo v senu, vsak dlako v jajcu, kjerkoli je možnost, sam da ti si glasen, sam da dobiš upornike, sam da dobiš nasprotnike, zato da lahko dokazuješ in zmaguješ. In to ti pol ful pumpa ego, ampak problem je v tem, ne, če ti preveč napumpa ego in če nisi na to pozoren, če ne znaš tega uravnovešati, hitro greš v take stvari, ki so butaste, ne, in najdeš take stvari za se kregati, kjer v bistvu ker bolj kot ne izpadeš bučko. In tako sem jaz nekako začutila pri tej Niki, ne. Začutila sem, ona ima točno, ona hoče uničiti zdaj Janeza Janšo. Ona je uničila vse nasprotnike v Evropskem parlamentu, to je dalo ful zagona in zdaj pa ima ona tisto Janez Janša. Zaradi njega so me napadli, zaradi njega on to, terorist, ne vem, kaj vse naštela. In ona si je zdaj zadala ta fokus, ne. Ok, cool, ne, če to njena misija ali karkoli, njena vizija, super, ampak potem iščeš prav dobesedno take situacije, sam da neki, ker pride ta odvisnost v tebe, dobesedno občutek odvisnosti od tega, da dobivaš spet ta upor, da se ti spet pač kažeš ven. Zdaj, zakaj ima ona tak, to je zdaj ta druga stvar, ne, zakaj Janez Janša, ne, in kaj je tle toliko sovražnega? Pač tle odnos, ki ga ima ona do njega in način, kako ona se do njega z njim bori, pač dobesedno je videti, da pri njemu išče pozornost. Ona, kar hoče s temi akcijami doseči, je, da dobi pozornost od Janeza Janše. Ona hrepeni po njegovi pozornosti. In tukaj je ta vzorec hrepenenja po potrditvi moške energije. Pogosto v takih, sploh ko so ženske, tudi take ženske, ki so tako feministke, pa se ful zavzemajo za pravice žensk, so v bistvu ženske, ki niso prejele očetove ljubezni, ali pa ženske, ki so bile zlorabljene iz strani moške energije. To ne pomeni, da je šlo za kakšno, ne vem, kakšno zlorabo. Zloraba je lahko že to, da ti nek moški stre srce do amena.
in tega ne znaš predelati, in v tebi se rodi ta sovraštvo, upor, in v bistvu se ful boriš proti tej moški energiji, hočeš dokazati svojo moč, ampak v bistvu kaj iščeš? Potrditev, ljubezen. In zdaj tle je ena taka zanimiva dinamika. Janez njo kritizira, on bi rad zaprl pipco, kar itak Niko samo še bolj petardira, da je še bolj taka. In v bistvu tle je ena taka skriti trik, ne. Nekaj obstaja, kar bi lahko Janez naredil, je nekaj zelo preprostega, zelo enostavnega. In če bi Janez to naredil, Nika bi v trenutku se spremenila in kar naenkrat bi mu glancala čevlje. Zdaj, kaj bi mogel Janez narediti, da bi se to zgodilo? Povedala, ne bom. Zakaj ne? Zato, ker obsojam prikrito manipulacijo. Namreč, to, kar bi Janez lahko naredil, bi delovalo v dobro smer samo, če bi to on povedal iz srca. Če bi tudi on odprl svoje srce in pogledal na Niko kot na ranjenega otroka, ki išče pozornost in očetovo ljubezen. Pa ko rečem očetovo ljubezen, tukaj ne mislim, jaz ne pravim, ne vem, kakšno ima ona situacijo s svojim očetom, in to sploh ni bistveno. Gre se za ljubezen moške energije. Ona ima nasploh veliko upora do moških avtoritetnih oseb. Do oseb, ki so v moški avtoritetni moči. In to je pogosto glih to, da je kadar se ženska tako obnaša, ali pa tudi moški, je to znak, da ima ranjeno moško energijo. In potem se hoče dokazovati pri moških z močno avtoriteto, zato da si pozdravi srce. Ker ona, ko bi dosegla svoje, bi bila na nek način pozdravljena. Ampak fora je, da če ona uniči Janeza Janšo, kar itak ne bo uspelo, malo morgen, mislim, come on. Mislim, nemogoče, zato ker Janez ima preveč močno energijo. Ampak glej, lahko pa ga tudi najde v takem zlomljenem položaju in ji uspe, ampak to jo bo spremenilo v demona. To bo, če ji to rata, not good, not good. Zdaj pa, če bi Janez znal na to pogledati drugače, on bi jo lahko tako z lahkoto zmanipuliral, tako z lahkoto bi obrnil okrog prsta, da bi bila ona, in ona bi mu kar naenkrat začela glancati čevlje. Samo on bi mogel pokazati to svojo drugo plat, ampak kaj točno bi mogel narediti, to ga ne bom povedala, ker bi to lahko ljudje uporabljali v slabe namene za prikrito manipulacijo, kar je zelo, 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 zelo slabo in v bistvu s tem škodiš na dolgi rok predvsem sebi. Ampak ja, ona išče to potrditev pri Janezu in itak ne bo si priznala, oziroma tega ni šans, da bi ona priznala. Ona bi rekla, ne, on je tak in tak, ampak ti čutiš tako sovraštvo samo, če je tvoja moška energija tako zelo ranjena, da ne znaš najti te druge plati v vsemu temu. Recimo isto kot Trump, ne. Trump je glup. Ne, mislim, glup, pač Trump, poglej, kakšen je, pač on je en kloven tam ampak on kar dela, mislim, to je briljantno, briljantno. Vem, je katastrofa, pač pustimo stati, ampak na energijskem nivoju oziroma te akcije, ki jih on ubira, ustvarjajo zelo pomembne spremembe in rušijo stare sisteme. In v bistvu na dolgi rok to, kar Trump počne, je nekaj zelo dobrega, ampak to ni videti, zato ker zdaj vsi vidijo samo kaos. On je en pajac, on se dela norce z vseh skupaj, zdaj pravijo, da ubija nedolžne, mislim, ne vem, če bi to res tako, ne vem, jaz ne vem, ne vem, koga je on ubil, mislim, kaj, ne vem. Ampak to je dejstvo, pač vsak, pa ti ne moreš priti, veš, kaj meni tudi gre na živce, ker se vsi tako obregajo ob te politike, vsi jih pljuvajo po levem in po desnem, ampak dajmo pogledati realna dejstva. Mislim, da je v ustavi zapisano, ne vem, če je v ustavi, ampak je v nekem zakonu zapisano, da je vsak lahko politik, torej vsak državljan Slovenije. Zdaj po novem pač edino, kar ne sme biti kaznovan in to,
Ampak ti, ne glede na to, kakšno imaš izobrazbo, lahko postaneš politik. Nimaš le omejitev. In če toliko ti gre na živce politika in si toliko glasen okrog tega in toliko pametuješ, zakaj ne greš v to greznico v navednicah, pa ustanoviš svojo stranko, pa zbiraš podpise, pa sestaviš svoj program, pa se predstaviš pred ljudmi s svojim programom in predstaviš ti to svojo politiko, ki bo oh in sploh. Ne, tega noben ne naredi, vsi najrajši pljuvajo, vsi so najrajši nesrečni in to. Jaz razumem, da sem tudi jezna na politiko, ampak jaz ne bom zdaj govorila, da so vsi politiki neumni, ker mislim, zakaj bi to govorila, pač ajde te, pokaži se ti, naredi svojo stranko, pa pedi v politiko, pa da vidimo tebe, kako boš ti zdaj pametna, pa kako boš ti oh in sploh. Ne bom pač, jaz nočem se s tem ukvarjati, zato rajši pogledam na politike tako. Oni so tam z razlogom, oni so prišli tam, ker so šli čez neko svojo pot. So uspeli pridobiti dovolj podpisov, so uspeli dobiti dovolj poznanstev, so uspeli dovolj dokazati, da so se prebili naprej in da so prišli na neke položaje. Torej, če so prišli na te položaje, glih niso toliko slabi, no. Glih niso toliko neumni, glih niso toliko, kako že rečejo, butale, da dobrodošli v državi butale, nek tak izraz. Uporabljajo butalci, ne. Tako da tisti ljudje, ki so tako zelo pametni, kakšna bi mogla biti politika, ne pravim tisti, ki so tiho in pač to kritizirajo nekako za štirimi stenami, to je eno, ne. Ampak če pa si ti neki glasen po spletu, pa zbiraš lajke za svoja mnenja in kritiziraš politike, potem pač jaz bi te rada pozvala, dej se ti lepo usedi, naredi stranko in dokaži, da si ti drugačen, ne, da ti bi dejansko ustvaril neke druge spremembe. In potem ljudje iščejo samo, kje bojo koga pljuvali in valjda, namesto da bi pristopili realno, iščejo, ja, to je bilo vse zmenjeno, to je bilo zmenjeno, to je bilo zmenjeno. In isto za Niko in Anžeta Logarja se govori, da je vse to bilo nekaj zmenjeno in dogovorjeno. Ne, ni bilo, kar se je videlo na Anžetu, da je on tisto, what the fuck, pač. Jaz edino, kar bi rekla tukaj, je to, da Anže Logar je naredil po eni strani je on naredil napako, da je sploh šel na soočenje z Niko, ker Nika je iskala samo pozornost, ona je lačna pozornosti, ona je lačna tega adrenalina, samo za to se gre. In ona je tam zdaj nekaj našla, neke dokaze in jaz mislim, da so te dokazi en navaden bullshit, sploh ne vem, kje je to našla. Anže Logar bi, recimo, če bila jaz na njegovem mestu, jaz bi šla na svojo statistiko, na svoji spletni strani, na Facebook strani, bi pokazala, kdaj je bila stran ustanovljena, kako so rasli naročniki, kdaj, kaj, zakaj in bi bila stvar čista jasna, ne. Tako da to mi je žal, da tega Anže Logar ni naredil. Lahko, da ni naredil zato, ker dejansko je kupil oziroma pridobil si neko drugo Facebook stran. Ne vem, ampak morda pa tudi ne ve sploh, da je to možno. Čeprav jaz si mislim, kako ne veš, da je možno, če imaš Facebook, ampak potem je on tudi rekel, da so mu profil ukradli, njegov osebni profil. In da politiku ukrade osebni profil, se mi zdi malo smešno, ker valjda kot politik veš, kako pomembna je digitalna varnost, ampak po drugi strani morda ne ve, zato ker se on nima časa ukvarjati s Facebookom, zdaj tako poglobljeno, da bi on vedel vse te finte. Tudi to moramo upoštevati. Niso vsi ljudje, pač ne poznajo točno, kako gre cel ta sistem v ozadju in pač ne vejo. Ampak jaz pač odprl profil, tako kot da bi ga zdaj odprl eden, ki prvič gre na Facebook, odpre profil, ajde zdaj bom pa tles nekaj objavljal. In ne razume, kako stvari delujejo v ozadju. Tako da, če je Anže Logar res clean, bi on lahko samo šel v meta podatke in bi dal ven, kdaj je ustanovil stran, kako je rasla stran, in se vidi po prvi objavi, ki je bila objavljena, če je bilo to takrat, ali je dejansko bila stran že prej ustvarjena, že toliko let prej in je imela neke druge objave. To so vse vidi v meta podatkih in to bi Anže Logar lahko naredil. In bolj pametno bi bilo, da bi to naredil, če on res govoril resnico, kar jaz mislim, da je, kot pa da je šel na soočenje z njo. Zdaj na soočenju je dal njej ful tega, jo je dal ful v ospredje, ne, nje je to zdaj bilo in sploh zato, ker je lahko še na televiziji pljuvala po Janši.
ona je dosegla svoje, zato mu tudi na 24 ur podala roko, ker se mu je zahvalila v smislu, hvala, ker si mi poslal, ker si mi dal med zvezde. Um, in Anže Logar je pač iz kulture dal roko nazaj, ampak potem je Janez se že dregnil, ne, kao srečen parček, ne, potem recimo te janšisti, oni pa vidijo, kot da sta se to ona dva dogovorila neke zgodbice, zato da bi ne vem kaj, pač, glej, jaz mislim, da se tle noben ni nič dogovoril. Če lahko samo omenim, jaz sem bila priča tisti aferi med Zlatkotom in Čaletom Saletom. In sem bila v bistvu v tej zgodbi od samega začetka, videla sem v bistvu nekako backstage te zgodbe in vem, kaj se je dogajalo. Ampak pol, ko je to ratalo bolj popularno, ko je za to izvedela še cela druga Slovenija, je dosti ljudi reklo, to so se Zlatko in ta Čale Sale vse zmenila, to so se ona dva vse načrtovala. Zakaj? Zato, ker ljudje ne morejo razumeti, da je možno ustvariti oziroma da je možno živeti v nekem konfliktu, ampak zagovarjati sebe in biti tako stabilen v svojem centru, medtem ko te drugi napada, ne. In recimo pri Zlatkotu in Čaletu Saletu oba sta bila v svojem centru, vsak se je boril po svoje in seveda po ljudje so rekli, to je vse zrežirano, to so se vse zmenili, to je nemogoče, da bi tako, pač prej ali se bi eden popustil, prej ali se bi to. In to isto zdaj tle se dogaja v politiki, ne. Čim je tako, ko vidiš enega človeka, ki je močen v svojem centru in drugega človeka, ki je močen v svojem centru in se drugega zbadata, ja, to je vse načrtovano, to so se vse zmenili, to so se zadaj vse dogovorili, kako bodo kaj. Come on. Lej, sej politiki znajo biti dobri igralci, morajo biti, zato da grejo ta svoj alter ego, ne, ker če bi bili oni čisto tako v tem svojem, te hitro lahko ljudje poteptajo, ampak vse eno. Ljudje, ki se ukvarjajo z nekimi ekonomijami, pravami, zakoni in temi kurci palci, oni niso glih neki rojeni igralci. Ker če bi bili rojeni igralci, bi bili bolj kreativni ljudje, bi delali tak kontent, kot ga delam jaz, ne bi se šli tam v politiko ukvarjati s temi zakoni, številkami in ne vem še kaj vse, ker to ni kreativna duša. In nekdo, ki ni kreativna duša, ni igralec, okej? Zato te politiki niso igralci, oni so dobesedno, jaz bi rekla, avtentični, oni znajo stopiti v ta svoj alter ego, znajo pokazati moč, imajo močno čustveno stabilnost. In kadar imaš ti močno čustveno stabilnost, zelo z lahkoto premaguješ vse te nasprotnike in ostaneš miren. In ker ostaneš tako miren, kar tega ljudje niso navajeni, ker v resničnem življenju, če te nekdo napade, ponavadi ljudje se znorijo in cela drama, mislim, ne vse drama je tudi v politiki, ampak jok in stok in čustva in jeza in ne vem kaj. Ampak politiki pa tega ne delajo, oni ostanejo mirni. In ljudem je to čudno, kako so oni lahko zdaj tako mirni, ne? Kako so oni lahko toliko, to so se ziher zmenili, to je vse gluma, to je vse načrtovano. Če ti povem energijsko, kot jaz vidim to situacijo, tle ni nič načrtovano. Načrtovano je bilo pa to, tisti neko z očali, nek gospodič, ki je tako malo smešen. Kulturnik nek ali ne vem, kaj je on, isto nek aktivist, tudi proti Janezu Janši. Ja, ona dva z Niko pa sta se zmenila. In jaz bi rekla, da je celo ta očalar rekel neki, pač ne vem, kako se kliče, zato mu rečem očalar, se opravičujem. Samo tle že nimam nič proti njemu, čeprav imam, malček mi je smešen, ampak no, jaz pa verjamem, da sta se ta dva zmenila, da sta ta dva naredila načrt. Poglej, dajmo Anžeta zbiti dol s stolčka, dajmo ga očrniti pred celo Slovenijo, da je on bil nepošteno financiran, oziroma da je njihova stranka bila nepošteno financirana, dajmo ga zbiti, da ga bodo ljudje videli v drugačni luči, zato ker on je povezan z Janezom Janšo in mi Janeza Janše še nočemo, tako da moramo nekaj narediti, da to ustavimo. In potem je pač Nika, ki je bila polna tega napumpanega ega in želje potem, da spet čuti te občutke, rekla, ja, jaz bom ga začela bombardirati s tem, da je to vse, da on kupil to stran, oziroma si prilastil to stran in jo samo preimenoval in ne vem kaj. In pol, ko je dobila povabilo na 24 uri, tako, ja, tako vsa ponosna in to šla tja. Anže Logar pa tam je bil, bogi ne bogljen, jaz ne vem, pač ne, mi smo kupili to, pač. On je gledal tako, what the fuck?
ne vem, kaj je, ona pa, imam dokaze, imam dokaze. Zdaj, jaz sem videla te dokaze, kar je ona objavila tam na svojem inštitutu 8. marec, ma te dokazi, mislim. In jaz sem bila, kaj je bila za me pika na i, ko je rekla Nika, da so dali to, ne vem, na neko sodišče. In Anže Logar je rekel, jaz sem vesel, da gre to na sodišče, ker jaz zaupam institucijam in naj oni pogledajo, naj oni dokažejo in naj oni pol to dajo ven, kar mislijo, da je pač, oziroma kar bojo ugotovili. Jaz sem pripravljen tle sodelovati. In tukaj sem, ampak pol spet ljudje, ja, on je povezan s temi sodišči, to je ziher neka mučka, ne. Tako da ljudje vedno radi iščejo to neko igro v ozadju, v bistvu ni nobene igre, gre se samo za iskanje pozornosti, gre se samo za doseganje svojega prav, gre se za zmago in vsak išče način, kako bo zmagal, kako bo prišel v ospredje, kako se bo izpostavil, zato da ga ljudje vidijo, da ga slišijo, da ga čutijo in na koncu koncev, da ga tudi volijo. In ker je to vse bolj napeta igra, vse bolj napeta dirka, iščejo pač dlake v jajcu, samo da se pljuvajo, da se ponižujejo, kar je po mojem mnenju tako napačna strategija. Bi bilo veliko boljše, če bi se same sebe poveličevali in se ne bi ozirali na to, kaj je drugo. Recimo Pirati so rekli eno zelo lepo stvar, tale Jasmin Feratović je posnel video. Sicer moram reči, da so se jim Pirati malo zamerili, ker so mi govorili o tem, da bo dvigali minimalno plačo na 1200 evrov, kar sem bila ono, pa kam, najboljše, da dvignemo ne vem kam v nebo, to ne bo nič spremenilo, ampak ok, pustimo stati. Mogoče se motim, ampak mislim, da se ne. V glavnem je povedal, kako Pepsi in Coca-Cola, to sta dve veliki znamki, ampak obe te znamki imata tako strategijo, promocije, da ustvarjajo občutek v ljudeh, da so to edini dve možni opciji. Kao Coca-Cola pljuva Pepsi, Pepsi pljuva Coca-Colo. In tako izpadeta samo te dve opcije, v bistvu pa imaš še nešteto drugih podobnih pijač, ki so morda celo boljše, ampak ne pridejo v ospredje, zato ker sta pač Pepsi pa Coca-Cola taki velikani. In podobno je tudi torej v naši politiki, ne. Imamo SDS, imamo Svoboda. Samo tla reči, imamo SDS in imamo Gola Slovenija. Lej, mogoče pa bom res kdaj naredila svojo stranko. Imenovala jo bom Gola Slovenija. Nice. Ne, skecam. Mislim, da jaz ne bi preživela v parlamentu niti 1 uro na vseh teh državnih zborih in to ne bi bilo zame. Ampak glej, v glavnem imamo SDS in imamo Gibanje Svoboda, ampak vidiš GS, ne? GS, Gibanje Svoboda in GS, Gola Slovenija. Ampak jaz nisem levičarska. Jaz sem ugotovila, da sem jaz bolj desničarska. Oziroma jaz sem nekako sredinska, liberalna, pač jaz hočem desnico in hočem levico. Jaz nisem desnica je za en kurac. Ma kaj, ne, tudi desnico rabimo, halo, pa vse te levičarji nas bojo pognali v pogubo, če bomo samo njim dali prednost. Pač rabimo desnico obvezno, nujno, zelo pomembno. Ampak tudi samo desnica, katastrofa, to bo vodilo v kakšno državo. Pač režim, regelci, ne vem kaj. Ne, oboje mora biti. Oboje. Malo leve, malo desne, malo liberalne, malo zelene, malo. Pač vse mora biti in morajo tudi stranke bi se mogli začeti v bistvu, recimo levičarji, namesto da pljuvajo desničarje, bi mogli najti kompromis in zato mi je Anže Logar všeč, ker on išče te kompromise. Nekako njegova strategija je iskati kompromis med levimi in desnimi, neka mirna komunikacija, spoštljiv dialog, to mi je zelo všečno in končno pride en politik tak na sceno, ki se ne ker tako vsem ljudem gre na živce, da se kregajo med sabo, ne. Pol pa pride na repertoar en politik, ki pa ima to željo po kulturnem dialogu, ki je umirjen, ki je tak, eto, zdaj spet pa njega pljuvajo, ne, kao, ja, Slovenija ne more biti s tako mirnim, ne, to, njemu manjka karizma, njemu manjka odločnost, njemu manjka, ne vem, avtoriteta, on je kot ne vem kaj. Pa dobro, človek božji, a se boste odločili, kaj bi radi? In glih to je point, eni bi radi to, eni bi radi to. In zato niti to ne more biti 100%, niti to ne more biti 100%, mora se najti ravnovesje, ok? Tako da, če povzamemo to afero Hamburger,
Tukaj je šlo pri Niki Kovač predvsem to, da je iskala pozornost, ona išče potrditev od Janeza Janše, ampak je ne bo dobila na tak način, ker je v njej preveč tega sovraštva, preveč odpora do moške energije. Janez Janša pa ne spoštuje ljudi, ki ga ne spoštujejo, in nekdo, ki ga ne spoštuje, ga on samo tako s čevljem potepta, če hoče. Zdaj, seveda, tudi Janez Janša ima svojo šibko točko, ne moremo, ni rečeno, da Nika te točke ne bo našla. Če jo bo našla, ga lahko dejansko potre, ampak ona bo postala potem demon, ker ji bo ego toliko zrastel, toliko zrastel. Ona, kar rabi od Janeza Janše, je nekaj popolnoma drugega. In Janez Janša bi to lahko z enim zelo preprostim korakom z lahkoto to dosegel. Dobesedno bi dosegel to, da bi jo obrnil okrog prsta in ona bi kar naenkrat bila v rožicah in bi mu dobesedno lahko glancala čevlje. Ampak problem pa je v tem, da če on to naredi iz neke prikrite manipulacije, se mu bo to maščevalo kasneje. On bi to mogel narediti iz svoje resnice, iz svoje čistosti, iz svojega srca, in potem bi dejansko prinesel, v bistvu bi dobesedno lahko Niki ozdravil srce, ker ona ima ranjeno srce. Njo je ranila ena moška energija. Ali je to bil njen oče, ali je bil to kakšen bivši fant, lahko da je bil to, da je v bistvu še izvira iz preteklega življenja tale bolečina do moške energije. Skratka, nekaj je tle, gre torej zgolj za iskanje neke pozornosti, in je lačna je očetove ljubezni oziroma potrditve iz strani moške energije, okej? Torej, ko rečem, lačna je očetove ljubezni, to ne pomeni, da ji njen oče ni dajal ljubezni, ne vem, me ne zanima. Ampak ni dobila tiste potrditve, kot jo je ona potrebovala za svojo rast, in zato je tudi ustvarila ta uporniški pristop, in zato se tudi bori tako za ženske pravice, ker ženska, ki je bila ranjena s strani moške energije, hoče moški energiji dokazati, da moške energije ne potrebuje, da je dovolj sama zase in da je močna in stabilna ženska. In v bistvu ustvarja sovraštvo do moške energije. Taka ženska tudi potem težko najde dejansko nekega partnerja. Jaz zdaj ne vem, v kakšnem razmerju je Nika Kovač, ampak predvidevam, da je samska, kar je smiselno in logično, ker ona, dokler ne bo razčistila s to svojo moško energijo, ki jo nosi v sebi, in bolečino, ki jo tle hrani, bo težko našla tudi partnerja, ki jo bo zares opolnomočil in ji stal tako ob strani. To so moja mnenja, seveda, ne. To ni diagnoza Nike Kovač. Tako jaz vidim, tako jaz njo čutim, tako jaz razumem vzorce, preučujem vzorce človeškega obnašanja in energijo, ki v bistvu stoji za vsem tem, in to so pač moje izpeljanke. Tako da seveda ne tega vzeti resno, pač to so moja mnenja. Razmisli in vzemi tisto, kar ti misliš, da je prav, in si ustvari svoje mnenje. Ampak ja, no, to je nekako povzetek teh dogodkov preteklega tedna. By the way, tudi bila sem na poligonu s temi našimi politiki, ki smo jih že obdelali, na energijskem poligonu. Bilo je ful zabavno, sicer ne vem, kdaj bom to posnela. Mislila sem, da bom danes, ampak mislim, da mi ne bo časovno uspelo. Tako da evo, to je to za današnji tedenski report. V nedeljo pa pride, veš kdo? Ja, Anže Logar, njega bomo spoznali. Lepo se imejte in uživajte v vikendu. Čau, čau.